Kateheza papeža Frančiška 15. marca je govorila o upanju, veselju in ljubezni. Sveti oče je spomnil, da je največja zapoved, ki nam jo je zapustil Gospod Jezus, zapoved ljubezni. Ljubiti Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in ljubiti svojega bližnjega kakor samega sebe. Poklicani smo k ljubezni, k dejavni ljubezni. To je po papeževih besedah naša najbolj vzvišena poklicanost in z njo je povezano tudi veselje krščanskega upanja. Kdor ljubi, ima veselje upanja. Veselje, da bo srečal veliko ljubezen, ki je Gospod, je poudaril papež Frančišek, ki nadaljeval, da nas Pavel vabi, naj priznamo, da smo grešniki in da je tudi naš način ljubezni zaznamovan z grehom. Obenem pa nam prinaša novo oznanilo, prinaša upanje. Gospod pred nami odpira pot osvoboditve in odrešitve. To je možnost, da tudi mi živimo največjo zapoved ljubezni in postanemo orodja Božje ljubezni. Apostol Pavel nas torej z besedami namenjeni skupnosti v Rimu ne želi toliko grajati, ampak prej spodbuditi in poživiti upanje v nas. Tutti infatti facciamo l'esperienza di non vivere in pieno o come dovremmo il comandamento dell'amore. Ma anche questa è una grazia. Vsi namreč imamo izkušnjo, da ne živimo v polnosti ali kakor bi morali živeti zapoved ljubezni, a tudi to je milost. Pomaga nam razumeti, da mi sami nismo zmožni zares ljubiti. Potrebujemo, da Gospod stalno obnavlja ta dar v našem srcu in sicer po izkušnji njegovega neskončnega usmiljenja. Na ta način bomo ponovno začeli ceniti male, preproste in običajne stvari. Sposobni bomo ljubiti druge, kakor jih ljubi Bog, jim želeli dobro, da bi postali sveti prijatelji Boga. Zadovoljni bomo, da bomo blizu revnemu in ponižnemu, kakor to počne Jezus z nami, ko smo daleč od njega, da se bomo sklanjali k nogam bratov, kakor on. Dobri Samarijan to dela z nami, svojim sočutjem in odpuščanjem, je poudaril papež Frančišek. Amici di Dio.